Mi smo konstantno rastli skozi vseh 30 let. Pa vemo, da so bile vmes takšne in drugačne krize. Jaz mislim, da če je ta management struktura do ravni neke operative harmonizirana in usklajena, potem podjetje deluje. Sigurno, če nekoga nagovarjaš v njegovem maternem jeziku, je to prednost. Komunikacijsko si takoj na nekem nivoju ustvaril en del zaupanja. Dober dan in dobrodošli v podcastu prevajalske agencije GOR, kjer gostimo izjemne posameznike iz sveta podjetništva. Kje začeti, na koga se obrniti, kako voditi ekipo, s kakšnimi izzivi se bomo srečevali. Torej, pogovarjali se bomo o tem, kakšno pot prehodijo podjetja, da odklenejo svoj potencial in zaslovijo kjerkoli v Sloveniji ali v svetu. Ženo Olivero sva leta 2013 odprla prevajalsko agencijo GOR, že leta 2014 pa smo z današnjim gostom začeli sodelovati. Za nami je 11 let oziroma 10 let odličnega, vzornega sodelovanja. V času, ko smo začeli sodelovati, je bil naš gost pomočnik direktorja in partner, danes pa direktor dela skupine. Gre za izjemnega posameznika, ki ima odlične komunikacijske in vodstvene sposobnosti in je meni pravi vzornik in je lahko pravi vzornik vsakemu direktorju, menedžerju in vodji. Štejem si v veliko čast, da se mi je danes v studiu pridružil gospod Gregor Rožman iz skupine Ržišnik Pec. Dobrodošel. Zdravo, hvala za vabilo, Gregor. Gregor, za začetek bi našim gledalcem predstavili, kaj vi delate, kakšno je poslanstvo in vizija vaše skupine in kaj rešujete svojim strankam. Gregor, sem malo pričakoval to vprašanje, sem se mogel pa konkretno pripraviti na njega. Ne zaradi tega, ker je pač naše delovanje tako kompleksno, ampak zaradi tega, ker se je razraslo v en precej obsežen, recimo, habitat. Ržišnik Pec skupina je na trgu od leta 90. Se pravi, začela je pač zgodbo, ki ste jo začela Andrej Ržišnik in Andrej Perc. Je danes v bistvu skupina 6 specializiranih podjetij z preko 160 zaposlenimi in recimo temu lahko si rečemo zgodbo o uspehu. Zdaj, skupino sestavljajo 3 strateška podjetja in pa 3 naložbena podjetja. Od tega med strateškimi podjetji najbolj recimo na trgu vidno in prisotno podjetje Protim Ržišnik Perc, arhitekt in inženirji, že samo ime pove, za čem se v bistvu podjetje ukvarja. Če bi zdaj iskal eno skupno točko med vsemi podjetji, bi rekel, da se ukvarjamo z grajenim dobrom. Ker nepremičnine so po mojem malo preoska definicija, smo pa v vseh porah, ko se govori o gradnji, o ustvarjanju prostora, o ustvarjanju nekih sohabitatov za bivanje, delovanje in tako naprej. Seveda izvedbeni del v kontekstu projektiranja, načrtovanja, priprave podpore naročnikov pri pripravi gradnje in potem spremljanja gradnje, tako nadzor, koordinacija, kot potem neke vrste prehod v samo uporabnost objektov, ki jih pač dizajniramo in vodimo skozi ta proces. V Protimu nekako raste v smislu tega storitvenega portfelja že zadnjih 10-15 let. Protim skupek 100 plus inženirjev, arhitektov, ki dnevno podpirajo naročnike v vseh možnih branžah. Od recimo temu našega jedra, iz tega smo se razvili industrija, razumeti industrijo, interne procese v industriji in to prestaviti v objekt, ki ga zgradiš, je že mala umetnost. Na to smo dodali logistiko, zdravstvo, trgovina nas spremlja že vsa ta leta. Zadnje čase pa vedno bolj tudi aktivno sodelovanje pri reševanju stanovanjske problematike v Sloveniji in širše. Tako da to recimo na kratkem o Protimu. Druga zvezda v tej konstelaciji 3 strateških podjetij je podjetje RP Investicije. RP Investicije so v bistvu podjetje, ki se ukvarja z razvojem nepremičninskih projektov. Se pravi, so na nek način naročnik, so investitor, ampak izključno za projekte, ki jih na trgu pridobimo zemljišče,
ga razvijemo in ga potem odprodamo končnemu uporabniku. Tretja zvezda v tej konstelaciji pa Ržišnik Perc kot matično podjetje, ki je v bistvu zdaj 30 let nekako se razvijalo delno v smeri zalednih služb. Spravi, za skupino pokrivamo računovodstvo, finančni kontroling, marketing, IT, infrastrukturo, kadrovske storitve. Tako da držimo nekako skupaj jedro. En segment Ržišnik Perca je pa zelo dejaven v tem delu, recimo temu grajenega dobra, ker se intenzivno ukvarjamo z energetskimi rešitvami, z upravljanjem, tako imenovani facility management, in pa z gospodarjenjem, se pravi neka naša skovanka ali pa izpeljanka asset managementa oziroma property managementa, če gledamo bolj ozko zadevo. Od preostalih 3 podjetij, ki so bolj naložbena za skupino kot tako, bi izpostavil Infotim Ržišnik Perc, ki se ukvarja z razvojem programskega softvera za predvsem merilne sisteme. Se pravi, veliko se ukvarjajo z energenti, predvsem z vodo, in so z svojim produktom MR Fusion recimo temu močno prisotni na območju Slovenije, Republik bivše Jugoslavije in zdaj tudi prodirajo širše v svet. Pred kratkim ustanovljeno podjetje RP Naložbe se ukvarja z oddajo zgrajenih nepremičnin, se pravi nekako konsolidira ta portfelj preteklih investicij znotraj skupine in jih ponuja na trgu. In meni osebno najljubša investicija v skupini Kubis gostinstvo, ki se ukvarja v bistvu z ponudbo prehrane in poskrbi za naše malice na dnevni bazi. Tako da to je nekako v kratkem oris, lahko bi pa verjetno 2 uri govoril samo glede tega, kaj delamo. Sprav to zadnje je višnja na smeta, ne? Tako. To zadnje je v bistvu tisti čas za sprostitev, kvalitetno prehrano, za novo energijo in da lahko zaključiš delovnik. Lahko z nami, z mano pa tudi z gledalci deliš kakšen tak projekt, ki je mogoče tudi bolj znan, širše, da bojo gledalci vedeli, kje vse vi sodelujete? Zdaj, načeloma smo na trgu poznani po tem, da smo zelo diskretni glede projektov, na katerih delamo, ne? In nek standard, ki se pojavlja, je seveda, da vsak projekt se začne z podpisom dogovora o nerazkrivanju, ne? Referenčnih projektov je pa toliko, da je težko izpostaviti enega. Bi pa mogoče danes izkoristil priložnost pa povedal kakšno besedo o naši najnovejši storitveno in naložbenemu projektu. Že nekaj časa smo vpeti v razvoj projekta Westlink Campus. To je v bistvu gradnja komercialnega projekta v Šiški v Ljubljani, nedaleč od tukaj, kjer v bistvu snemava. In za mene je v bistvu en tak skupek naših preteklih izkušenj in neke nove tehnologije, ki jo želimo implementirati, pa predvsem izjemen poudarek na trajnostnosti. Odločili smo se, da bomo projekt zeleno certificirali po najvišjem možnem standardu, ki ga ponuja model DGNB, nemški model DGNB. In nekako se je zbral en skupek investitorjev, ki v to verjame in res želimo postaviti en referenčni projekt poslovne stavbe, ki bo ne samo certificiran trajnostnostno, ampak dejansko deloval trajnostnostno. Se pravi, imamo tudi malo iz vidika pristopa do trga, ambicije pritegniti v objekt najemnike, ki so zavezani temu, ne samo na papirju, ampak tudi dejansko. Tako da, izmed drugih večjih projektov bi poudaril predvsem to, da smo zelo vpeti v razvoj gospodarstva, se pravi, suportiramo gospodarstvo kot tisto, recimo temu primarno, sekundarno, terciarno dejavnost. Želimo delovati na področju, kjer omogočamo pogoje za rast, za prosperacijo pač gospodarstva. In zato smo v preteklosti zelo na lokalni ravni koncipirali in razvijali poslovne cone, s tem ustvarjali prostor za lokalne podjetnike, potem kasneje tudi za regijsko pomembna podjetja in tudi državno pomembna podjetja, predvsem na Gorenjskem. No. To je naš fokus, to nam je blizu, ta del smo nekako pokrivali. Zadnje leta pa vedno več delamo tudi v Ljubljani, no, kar nam je velik izziv in cilji za prihodnost so tudi povezani z širjenjem, tudi z internacionalizacijo izven meja Slovenije.
Ja, pravno, če se navežem na to po podatkih, tudi sporočil, ki sem jih pregledal še pred snemanjem leto 2021-2022, rastete in po prodaji in po dobičku, po zaposlenih, malo manj kot 7 milijonov evrov v leto 2021, potem pa, to je samo v protim žičnih perc, potem pa tudi dobiček 716 tisoč evrov, pa potem naslednjo leto 8 milijonov, pa še večji dobiček, se pravi, skupina dela krepko prek 10 milijonov, to drži. In kaj delate, da vam to uspeva? Skupina v bistvu ta trenutek, če pogledamo podatke za 2023, se že bliža 20 milijonov evrov prihodkov, česar smo seveda veseli. To pomeni, da smo prisotni na trgu in da smo predvsem obstali na trgu. Kar se tiče pa rasti, je pa zelo zanimiv cikel. Seveda, storitveni del poganja to rasta. Storitveni del nas motivira, želimo biti najboljši, želimo biti v stiku z tehnologijami, želimo biti napredni, želimo razmišljati za naprej, želimo biti pri vseh projektih, ki na nek način definirajo našo skupno pot za naslednjih 20, 30, 50 let. In bi rekel, ko se kolo vrti, se vrti ravno v smeri rasti. Če si pač dober, če imaš dober v smislu, če imaš kvaliteten produkt, kvalitetno storitev, je seveda neka naravna, organska rast v smeri, da si vedno bolj ekipiran za to, da lahko podelaš oziroma si lahko relevanten igralec tudi pri večjih projektih. In ko obrneš še kolo malo nazaj, pa rečeš, mogoče bi pa del svojega zaslužka reinvestiral. Se pravi, to je ta naša relativno konzervativna politika rasti. Se pravi, kar ustvarimo, reinvestiramo nazaj v nova znanja, v ljudi, v tehnologijo, in moramo biti tukaj pač nek spearhead, se pravi vrh tiste konice, ki prodira na trgu z nekimi novimi idejami. In ko to nekako zapakiraš tudi v vse sinergije, ki jih znotraj skupine ustvarjamo, se pravi to kolo, storitev, naložba, realizacija in nazaj, dobiš eno maso, s katero si potem lahko konstanten, predvsem. Zanimivo. Tudi berem v tem poročilu za leto 2022, da so se zaključevali ti večji projekti in da ste bili vse skozi v položaju, da ste pridobivali nove projekte. Ali ste nove projekte dobivali pri stalnih naročnikih? Kako ste uspevali dobivati te nove posle in kako prihajate do novih poslov oziroma pri novih strankah? Zdaj bom rekel tako, jaz mislim, da zelo delujemo po principu dober glas seže v deveto vas. Z prezenco in z kakovostno storitvijo pri enemu naročniku seveda si na nek način zagotoviš, da imaš primarno pozicijo pri nadaljevanju, kolikor te ponovno potrebuje. Zdaj, tako kot sem prej omenil, poskušamo biti v panogah, kjer je neka rast tudi znotraj te panoge zagotovljena, in potem je seveda efekt enega dobrega projekta se lahko hitro multiplicira potem na vse nadaljne, ki jih ta naročnik izvaja, in tukaj je ta delež recimo 70% prometa. Zdaj, če govorimo izključno o protimo, govorimo o tem storitvenem delu, generiramo pri stalnih naročnikih. Se pravi, naročniki rastejo in mi jih podpiramo pri tem, da rastejo, kar pomeni, da storitve v tem segmentu krožijo. Drugače pa mi nimamo nekega ekstenzivnega marketinga, skrbimo za to, da je pač naša podoba na nivoju in da dejansko to, kar naredimo, da se tukaj beseda sliši. Se pravi, referenca nam odpira nove trge. Je pa tako, da pri strankah je v prvi vrsti ključno, da takoj vzpostaviš nek nivo zaupanja, in mi si upamo določene stvari narediti kot neke vrste vstopno karto v nek projekt tudi na zalogo, bom temu rekel. Ta velikost biroja nam to omogoča, ravno ta prihodkovna stabilnost nam omogoča, da se lahko naročniku izkažemo, da nas potem lahko angažira. In štartamo z malim, zaključujemo z velikim. To je recimo en tak princip. Tudi piše, da je celo 2/3 teh strank. Tako, cirka 70%
Potrebno je vedeti, da dejansko Protim realizira tudi en manjši segment z prometa z javnimi naročili. To so predvsem lokalne skupnosti, ki imajo te obnovljive potrebe. Segmentno delamo tudi zelo veliko na infrastrukturi in tukaj se seveda pač stvari obnavljajo in to je ena taka stalna baza naročnikov, ampak stremimo k temu, da vsak nov projekt, ki pride, ima neke potencialne multiplikativne učinke. Da se ne zaključi pri enem projektu, ampak da ima drug projekt, pa tretji projekt in tako naprej. Recimo primer lahko izpostavim logistični center Cargo Partner na Brniku, kjer smo že med projektiranjem prve faze je v bistvu bil naročnik tako uspešen pri pridobivanju poslov vezano na lokacijo, da smo že vedeli, da bo druga faza sledila. In zdaj se pogovarjamo že o nadaljnih fazah. Tako da ustvarjanje pogojev v prostoru, kontinuirana storitev, ki omogoča, da se naročnik lahko ukvarja z svojim primarnim poslom in se v tem segmentu nasloni na nas kot na strokovnjaka, to je po mojem ključ do uspeha. Tudi tukaj verjamem, ti je veliko prisoten. Sem bil včasih, moja osebna rast v podjetju, v katerega sem vstopil, v skupino sem vstopil leta 2008 iz javne uprave. Bil sem štipendist Vlade Republike Slovenije in sem v bistvu moja prva služba takoj po diplomi je bila na javni agenciji za podjetništvo in tuje investicije, današnji Spirit, kjer sem v bistvu bil takoj dodeljen na sektor za tuje investicije. To je bila kar ena taka prelomna točka, ki mi je omogočila, da sem v bistvu prišel v stik z naročniki relativno mlad in sem to znanje, koliko sem prehajal v realni sektor, v gospodarstvo, lahko s pridom unovčil. In sem nekje od samega začetka sem bil neke vrste skrbnik ključnih strank, se pravi ravno te komunikacijske sposobnosti, ki si jih izpostavil na začetku, mi omogočajo, da vzpostavim stik in pridobim to zaupanje, na katerem potem lahko projektno gradimo. Tako da pri Cargo Partnerju pri prvi fazi sem še deloval kot project manager na Protimu in sem bil ključni skrbnik za prvo fazo tega projekta. Potem je pa moja pot nekoliko zašla v te management vode in sem mogel to funkcijo prepustiti. Pričemer ne še popolnoma, ker zdaj pa nekaj podobnega delam na strani naročnika, ravno za projekt Westlink Campus. Fantastične številke, jaz sem celo rekel bistveno manj, kot dela skupina. Tako da predpostavljam, da to govoriš že za leto 2023. Tako 2023. In da je to tudi dobro leto. Me veseli, ker predtem sem imel tudi gosta iz gradbeništva, pa tudi so bile številke bistveno više kot predhodna leta, kar me zelo veseli, da gre tako dobro. Mogoče sicer nimam tega vprašanja postavljenega, pa kaj vidiš, da bo to še šlo nekaj časa v tej vidim, da ste si zelo razporedili in da tako kot predhodnik je enako, dejavnosti so zelo različne, trgi so zelo različni in tudi če kaj mogoče ne dela tako dobro, pa druge stvari dobro delajo. Tudi prvostko ali podobno saj? Mi smo konstantno rastali skozi vseh 30 let. Pa vemo, da so bile vmes takšne in drugačne krize. Recimo konkretno finančna kriza tam 2008-2009 nas ni upočasnila, zaradi tega, ker smo bili fleksibilni, ker smo se znali prilagoditi razmeram na trgu. Takrat smo z tem, kaj se je gradbeništvo konkretno ustavilo na ravni velikih igralcev. Vsi vemo, da je kar nekaj gradbenih podjetij takrat šlo v stečaj in so pustili eno veliko vrzel, eno veliko luknjo na trgu z vidika sploh storitve, ki se je ponujala. Ker verjeti moramo, da velika gradbena podjetja so imela vso to logistiko, vso to znanje, inženirje, ki so v bistvu ne samo skrbeli za to, da so se določeni elementi gradnje sestavili, so vse skupaj tudi koordinirali. In takrat se je pokazala na trgu ena vrzel, ki smo jo mi pograbili in jo še danes v bistvu specializiramo. To je na Protimu konkretno vodenje in koordinacija gradnje. Se pravi, kako zložiti več izvajalcev skupaj v eno celoto in zagotoviti brezhiben izdelek na koncu. To je bila ena taka prilagoditev. In naše razmišljanje, vsi pogovori, ki tečejo na ravni in lastnikov in menedžmenta, se gibljajo v smeri zagotavljanja te fleksibilnosti skozi znanje, ki ga vlečemo ki ga gradimo in ga vlečemo na novo v podjetje,
da smo v vsakem trenutku se pripravljeni prilagoditi razmeram na trgu. Imaš prav, leto 2032 je bilo dobro leto, tako na storitvenem kot na naložbenem področju. Res pa je, da smo kar nekaj dezinvesticij v nepremičninskem portfelju izvedeli in to pri nas precej vpliva na to, kjer se številke, kar se tiče prometa v skupini, gibljajo, ampak te dezinvesticije so vodile v nove investicije. Ne? In ta zaprt cikl tega notranjega gospodarstva, kjer se presežki reinvestirajo, ti tudi omogoča en način stabilnosti tudi skozi leta, ki so nekoliko slabša, kar pomeni, da če na trgu ni dela, ga mi ustvarimo zase, skozi naložbe. Ne? Tako da trend, kristalne krogle nimam, so signali ohlajanja, so signali po drugi strani, ki govorijo, da se bo rast nadaljevala. Jaz predvsem mislim, da smo dosegli en nivo, pod katerega ne bomo več padali, tako da neko konstanto vidim. Rast bo pa verjetno generiralo razmišljanje vezano na neko geocentralno politiko znotraj EU-ja, pa kako se bojo globalni trgi prestavljali. Ampak za nas me ne skrbi. No. Kako pa uspešno voditi ljudi pri takem poslovanju? Ker spet berem, da leta 2022 vas je bilo za kar 15% več kot predhodno leto. Ne? Pa hkrati pa piše tudi, da je prisotno pomanjkanje visoko usposobljenih kadrov in da že zaposlujete tudi izven Slovenije. Me prav zanima, z katerih držav so te zaposleni in kako rešujete te razlike, kulturološke, komunicijske. Kadri so definitivno izziv. Ne bi tukaj rekel, da je res neko izrazito pomanjkanje zaradi tega, ker ne bi producirali ustreznega kadra, recimo naš izobraževalni sistem, no tudi do neke mere. Ne. Želel bi mogoče tudi danes kot sporočilo, da se več dijakov usmerja v naravoslovne vede, v tehnične vede, zaradi tega, ker jaz sem družboslovec. Marsikdo danes več ne ugotovi, da sem družboslovec, ker se tukaj ukvarjam z tehničnimi zadevami, da mi na koncu kak naročnik tudi reče, da sem izjemno dobro podkovan v pravnih zadevah za inženirja, pa sem v bistvu pravnika. Ne? Ampak me je pot nekako vodila v ta segment, ampak bi želel usmerjati mlade v bolj tehnične poklice, ker to so poklici prihodnosti. Tako da ja, neko pomanjkanje ven iz izobraževalnega sistema sigurno obstaja, ampak mislim, da se je glede kadrov naredila predvsem ena velika konkurenca med podjetji, kjer je neka sfera znanja do te mere zaščitena, da ni več teh prehodov. Se pravi, ljudje se fokusirajo seveda v prihodkovni del, kar je popolnoma legitimno in prav, ampak ne postavljajo si pa več nekih izzivov. In kje smo mi v bistvu začeli graditi neko kadrovsko politiko vezano na kadre, ki so deficitarni, predvsem v tem kontekstu, da sodelujemo pri projektih, ki so zanimivi, da ponujemo v tem kontekstu izzive in konstantno nadgradnjo tudi novemu kadru, ki pride z nekim znanjem ali iz šole ali iz preteklih udejstvovanj, da jim omogočamo, da se strokovno nadgradijo. Dejstvo je pa, da smo se poslužili tudi enega trika, ki je bil še 20-30 let nazaj nekako vse prisoten, sploh v industriji, pol je pa nekako zamrl. In sicer odločili smo se namensko in smo v Šenčurju zraven našega HQ-ja v bistvu zgradili 30 stanovanj. In ta stanovanja, del teh stanovanj je primarno namenjen kadrom, ki vidijo v tem relokacijskem, v tej neki potezi neko dodano vrednost. Ne? In na ta način smo bili izjemno uspešni, predvsem na tujih trgih, smo kar konkretno počrpali ta bazen bivših skupnih republik. Imamo kadre iz Makedonije, Srbije, Bosne in Hercegovine. Za določena specifična znanja smo mogli pa v bistvu posežiti še bolj na vzhod. In do te mere, da v bistvu ta trenutek zaposlujemo iz Indije, sodelujemo z Vietnamom, kar nekaj kadra, ki se usposablja na ravni BIM managementa. In tukaj se moram v bistvu obrniti, imamo en izjemno dober program izobraževalni v Ljubljani,
se odloča za to, da v bistvu ostane, ker jim omogočamo ravno te pogoje. Da se nekje ustalijo, da imajo izzive, kar se same službe tiče, in živijo v enem mirnem okolju. Tega danes absolutno, mislim, se ne da preceniti. To je ta stabilnost je izjemna, ratuje že v bistvu kar tako, neka konkurenčna prednost. In na ta način v bistvu smo bili izjemno uspešni, ker dobršen del te rasti pokrivajo v bistvu kadri iz tujine. Kako pa voditi, mislim, tako ekipo, pa zdaj to ekipo, pa vse skrbno? Kakšen imaš ti stil vodenja in kako tudi komuniciraš vse te vrednote, ki jih vi imate? Jaz moram iskreno povedati, da odkar se bolj intenzivno ukvarjam z vodenjem, je to na matičnem podjetju, ne toliko na Protimu, kjer se ta raznolikost kadrov dejansko najbolj čuti. Moj stil vodenja je po moje najbolj primeren opis bi bil situacijski, ker 100 ljudi, 100 čudes je nekako, ko imaš ekipo 150 plus zaposlenih, po moje nekega univerzalnega stila ni. Je nekaj, kar imaš ti, neke vrednote, ki jih imaš ti kot oseba, vodiš z zgledom in pač skrbiš za jasno komunikacijo, ne samo vrednot, ampak tudi ciljev. In bi rekel, da potem ožja ekipa okrog tebe se tega naleze. Jaz zdaj pač očitno ta feeling imam, ker dobivam tudi zelo dobre povratne informacije. Je treba pa roko na srce včasih pa po mizi udariti. Takrat pa pride bolj ta avtoritativen del ven, čeprav jaz kot oseba nisem, sem bolj mehki pogajalec z argumentacijo. Ampak, tako kot sem rekel, ljudje potrebujejo različne stile vodenja. Nekaterim najbolj ustreza, tukaj imaš cilj, tukaj imaš sredstva, pričakujemo rezultat in so v tej svobodi zelo samostojni, samoiniciativni in sproducirajo. Z nekaterimi je treba veliko komunicirati, jih veliko usmerjati. Nekateri rabijo pa samo jasno komando, to do jutri v tej obliki in so zadeve v bistvu potem narejene. Tako da malo moraš menjati kožo, po domače povedano, odvisno od tega, s kom sodeluješ. Je pa res, da projektno znotraj Protima, ki je najbolj razvejana struktura, imamo zelo jasno določeno hierarhijo, imamo 3 ključne področja, storitve arhitektov, potem storitve inženirjev in storitve arhitektov in inženirjev med gradnjo, to je ta sistem, v bistvu to področje vodenja nadzora in koordinacije gradnje. In tam v bistvu 3 direktorji področji imajo pod sabo oddelčno strukturo in znotraj oddelčne strukture se pojavlja tudi več skupin in vodje skupin in ključna je ta koordinacija in komunikacija na tem nivoju, da potem dejansko so naloge narejene tako, kot morajo biti narejene. Je pa to absolutni izziv. Večji kot si, teže je v bistvu nadzirati in procese in kvaliteto, tako da tukaj se tudi mi poslužujemo zunanje strokovne pomoči v kontekstu nekega coachinga, ker enostavno vidiš, da vsega ne znaš. Kaj pa ta komunikacija teh vrednot ključnih, kako ti to vidiš? Jaz mislim, da je to bistveno. Jaz mislim, da če je ta management struktura do ravni neke operative harmonizirana in usklajena, potem podjetje deluje kot naoljen aparat, drugače so pa, čim nastanejo pa komunikacijske težave, nastanejo tudi problemi v samem produktu, v sami kakovosti storitve. Tako da ravno na tem delamo, tudi med sabo se učimo komunicirati, se poslužujemo zunanjih svetovalcev, sodelavcev, ki nas vodijo čez te procese in rezultati so vidni. Ker roko na srce tudi v management strukturi smo si različni, nismo eno. In probamo pa delovati kot eno in to je ključ. Dobro, kako pa si pomagaš, ampak recimo, ko so kakšni težki časi, kako ti to osebno obdeluješ, pa kako deluješ to z ekipo? Kakšni so tvoji pristopi k temu? Kako deluješ v tistih časih? Zdaj, jaz mislim, ekipo je predvsem treba zaščititi nekega nepotrebnega balasta. Na to, na kar oni nimajo vpliva, kar se tiče sprejemanja odločitev,
kar se tiče nekih strategij, ki vodijo zdaj podjetje naprej. In mislim, da je to nekaj, kar je naloga menedžmenta in te, recimo temu včasih tudi stiske, ker dajmo si iskreno povedati, saj nismo roboti, te stiske nima smisla ne z počutjem, ne z energijo prenašati na svoje zaposlene. Seveda se vidi, težki časi se odrazijo, takrat v bistvu prilagodiš stil komunikacije. Fokusiram se pa zmeraj na to, da v bistvu pa pozitivne stvari pa komuniciram takrat, ko pridejo, jih ne zadržujem, pač delimo uspehe, se znamo poveseliti in skozi izzive pa doskrat najdemo tudi zelo uspešno orodje za motivacijo. Se pravi, dajmo stopiti skupaj, dajmo to narediti tako, kot se zagre, dajmo razmišljati o tem, kako bi lahko drugače, kako bi lahko bolje. Dajte mi povratno informacijo, vsaka povratna informacija bo dobila epilog, to so te zaveze, ki jih na nek način management do svojih zaposlenih mora imeti, zato da se gradi ta pripadnost, da se gradi ta feel good, ta dober občutek, da ljudje pridejo motivirani z neko idejo na delovno mesto, ne pa zgolj samo upravljati nalog. Da imajo ta občutek, da lahko nekaj dodajo k samemu stroju. Kaj pa ti osebno, kako imaš ti kako ti deluješ, ko imaš še tak trenutek, najboljši dan ali pa celo mogoče malo težje obdobje? Jaz sem tako, načeloma sem zelo introvertiran, mogoče se tako zdaj v najni komunikaciji to ne pozna, zaradi tega, ker se poznava in se lahko sproščeno pogovarjava, ampak jaz sem pač najdel nek notranji mehanizem, po katerem predelam izzive, recimo te težke čase, skrbim za to, da ne širim te negativne energije, sem tukaj psihično stabilen, da to lahko, seveda udari pa kdaj kje ven, tisto pa provam rešiti s kakšnim kolesom, s kakšnim sprehodom, včasih se komu tudi, kako bi temu rekel, verbalno intenzivno pritožim, ampak to je bolj v sklopu ljudi, ki me poznajo, ki lahko delujejo kot moj ventil. Super. Da sem politično korekten pri izražanju, lahko bi uporabil tudi kakšno bolj mastno, ampak recimo da ni ta prav čas. Kaj me še zanima, če se obrnemo malo na to pozitivo, pa da gledamo, ker smo le podjetniki, kako ti te zmage prosloviš, kako ti z ekipo to prosloviš. Vse smo na nekem tem hitrem tempu in se mi zdi, da včasih je zmag velika, jih je treba tudi nekako prosloviti. Jaz mislim, da je zmaga čisto vsak dan, ko vstaneš, pa najdeš motivacijo, da greš nekaj ustvarjati. Karkoli ustvarjati. In to mene žene. In jaz bom tako rekel, ko pridemo do neke točke, da smo nekaj dobro naredili, sem jaz zelo hladen navznoter, zaradi tega, ker rečem kljukca, gremo naprej. In tako redko kdaj res čustveno proslavljam zmago. Je pa dejstvo, da pač zmaga je treba proslaviti, treba je ljudem povedati, da so prispevali k nečemu večjemu in imamo pač določene rituale, kjer se kakšna zmaga za kakšno pijačo proslavi, nazdravimo se, poveselimo, izkoristimo trenutek, da recimo temu umerimo kompas in rečemo, to je ena stopnica, gremo naprej. Ker nikoli ni konca. Če hočeš v podjetništvu biti stabilno, trajno prisoten, ne moreš reči, zdaj sem pa zmagal, zdaj pa konca. Je treba vzeti to kot nek motivator, kot neko dokazilo, da znaš, da zmoreš in enostavno to dati v podstavek za naslednji projekt. Kako sploh izgleda vodenje nekega srednje velikega slovenskega podjetja? Kako si ti vodil takrat leta 2008, ko si še vodil projekte, pa kako izgleda danes tvoj delovnik, ko si pač direktor dela skupine? Bistvena razlika je ta, struktura delovnika je zelo podobna, pač moraš biti prisoten. Prisotnost je ključna.
In ko sem to delal 2008, pa dolgo časa kot projektni vodja, si pač veliko samo prisoten, zaradi tega, ker je veliko operativno odvisno od tebe, kako boš zadeve oddelal, pa kako boš komuniciral svoje potrebe, pa svoje izzive svojim nadrejenim. In to je ena taka izkušnja, ki te potem nekako naravno pripelje, da ko obrneš pozicijo, če si samega sebe dobro poslušal, pa če si sam prepoznal, kaj ti je manjkalo v tem procesu, da bi lahko bil še boljši, bolj efektiven, seveda to poskušaš uporabiti, ko prideš na drugo stran. Moji dnevi zdaj bolj izgledajo v kontekstu velikenih sestankov, velikenega delegiranja, enih kratkih, strateško usmerjenih odločitev, ki jih moram na dnevni ravni sprejeti. Roko na srce včasih pogrešam operativo, ker sem po naravi ful analitik. Jaz rad raziskujem, rad zlagam stvari, rad zlagam številke. Ne bom govoril o Excelovih tabelah, ampak to me nekako notranje zadovolji. Tega je zdaj malo manj, je pa v bistvu več hipnega odločanja, usmerjanja ljudi. Ampak delovnik, zjutraj pridem, vmes je malca, popoldne grem. To je ključno, probam čim manj stvari nositi domov, čeprav ne uspe vedno, iskreno povedano, ampak nekako probam najti popoldne čas za družino in prijatelje. Tudi to je pomembno. Absolutno. Če se dotaknemo še internacionalizacije, ki si jo že uvodoma večkrat izpostavil, in pa mednarodnega poslovanja, lokalizacije, tudi nekaj tega, česar mi delamo, pač namreč zgoraj, kot sem že uvodoma tudi predstavil, sodelujeva že 10 let in smo v tem času prevajali pretežno za Protim, Žičnik Perc in druga podjetja tudi v skupini, nekaj malega. In smo pretežno delali slovenščine v angleščino, nemščino, hrvaščino ter obratno. Med drugim smo se spomnil še v začetka tudi velikrat prevajali te ponudbe oziroma predračune in me zanima, kako ti vidiš, a mi prispevamo k tem prihodkom po dobičku podjetja, lahko to potrdiš, a prispevamo, je naša vloga tudi pri pridobivanju novih potencialnih strank in drugih udeleženih, ki so pač se kakorkoli dotaknili teh prevodov. Mislim, absolutno. Zdaj, tako kot sem že omenil ene parkrat, mi pač mi ne znamo vsega. Sej načeloma lahko rečeš, znam jezik, ampak ga znaš tehnično do te mere dovršeno, da boš lahko na drugi strani pariral nekomu, ki pričakuje, da če si mu že poslal nek tekst v jeziku, ki ni tvoj materni, da bo dejansko imel vsebinski pomen, ki si ga želel skomunicirati. Zdaj, v Protimu nekako operativni jezik, tuja operativna jezika sta dva, angleščina in nemščina. Nemščino v veliki meri iz tega, ker je v bistvu ustanovitelj Andrej Ržišnik, je bil rojen in je odraščal v Nemčiji in je nekako prinesel to kar podjetno kulturo za sabo, in ko je tukaj postavilo podjetje, je bilo to njegovo vodilo. In ja, mi, kar se internacionalizacije tiče, je recimo DAH regija, je naša primarna fokus regija za opravljanje storitev, ampak kje se, ne bom rekel zaplete, kje je izziv? Izziv je imeti celotno ekipo, ki dela na nekem projektu dovolj močno v jeziku, kot je nemščina, da lahko ti konkuriraš nekomu, ki je lokalno vpet v nek projekt, recimo. Zdaj je Protim delal koordinacijo na projektu Vilo Park v Nemčiji, izjemno velik projekt, poiskali so nas zaradi kompetence, ampak zraven kompetence moraš zagotoviti tudi jezik. In k sreči to strukturo na nekem oskem nivoju imamo, ampak kar je pa več, reportinga, tukaj si že prej omenil ponudb in podobnih zadev. Takrat je pa smiselno, da se zanesemo na nekoga, ki se izključno s tem ukvarja, in tukaj smo 10 let gradili, da smo najdeli, da ste v bistvu vi nas začutili, kaj mi potrebujemo, in mislim, da to sodelovanje je bilo izjemno uspešno. So bili tudi bolj eksotični projekti, kjer so naročniki v bistvu govorijo jezik, materin jezik, ki ga mi eventualno niti sploh ne obvladamo, in potem je operativni jezik angleščina. In tam je šlo potem za volumne, pri teh volumnih spet absolutno pomembno, da imaš nek support v prevajalski agenciji, ki ti zna ta volumen
relativno hitro sproducirati, zato da lahko slediš tempu projekta. Tako da, ja, definitivno v kontekstu prevajalskih storitev so za nas ključne pri prodiranju na tuje trge. Za zadnjem sestanku, ko so se pa pogovarjali, si pa mi omenil, oziroma povedal, da s svojimi strankami v tujini več komunicirate zdaj v angleščini kot prej. In da, oziroma prejšnja leta, pa da berem tudi v tem letnem poročilu v zadnjem, mislim, da za 2022, da zaproti še vedno je ta izziv in da si želite tudi povečevanje. Pa da vidim pač tudi, če grem spet nazaj, spet na stran, katalogi, ene stvari so v nemščini. Me zanima, ali se strinja, da je lokalizacija nagovarjanja kupcev v materinem jeziku ciljnega trga prispeva k novim poslom in projektom. Zdaj, ta del me zanima, ker želim te vprašati, ali je naša vloga tudi pri tem prodiranju na tuje trge, ima neko znatno tež, če lahko rečem. Sigurno, če nekoga nagovarjaš v njegovem maternem jeziku, je to prednost. Ne? Komunikacijsko si takoj na nekem nivoju ustvaril en del zaupanja. Se pravi, pogovarjam se z nekom, ki me razume. To je reakcija na drugi strani. Seveda izziv je potem narediti follow-up na to, ne? Ko ti prideš enkrat v projektno strukturo, osnovna komunikacija ni problem. Tudi skomunicirati, kaj počneš, ker je to nekak standard, kako se lotevaš stvari, dati materijale, ki so seveda v jeziku osebe, ki jo nagovarjaš. Kompleksno rata potem, ko prideš v fazo operative, ko si enkrat v bistvu pridobil posel in naročnik pričakuje, da bo nivo komunikacije še zmeraj ostal na tej ravni, ki je bila na začetku. Ne? To je recimo ena potencialna past za vsakega podjetnika. Ni dovolj, da narediš samo intro. Ne? Potem moraš v bistvu imeti od zadaj podporo, ki te pelje skozi celoten projekt. Ne? In tukaj, tudi če imaš nekaj govorečih v podjetju, ki lahko pokrijejo tisto osnovno komunikacijo v ozadju, v kontekstu neke dokumentacije, ki se generira. Ne? Najverjetneje ne boš mogel tega podelati sam, oziroma ne boš tega podelal na nivoju, ki ti ga lahko v bistvu sodelovanje prinese Gregor konkretno za tabo in s tvojo ekipo v kontekstu produkcije. Še zmeraj so specifike, s katerimi moraš zelo previdno delati, tudi pri jeziku, predvsem pri tehničnem jeziku, ampak tam vzpostaviš nek vokabular z nasprotno stranjo in potem si hiter na nivoju, kjer veš, kaj je razumljivo, pa kaj ni razumljivo. In ta feedback potem med nami kot izvajalcem in pa prevajalsko agencijo je pa tudi ključena. Ne? To sva dala večkrat skozi. Da, večkrat. Ali meniš, tle sem dal sicer eno temo, ki mislim, da se še nisva dotaknila, da bi recimo tudi v smislu marketinga, ki si prej omenil, da še ni pravzaprav zdaj šlo bolj od ust do ust, zelo na neko priporočilo ali pa se je znotraj projekta ustvarjala nova priložnost za nove projekte, da bi mogoče tukaj, če bi bilo več vsebine, prihajalo do novih stvari, ampak če zdaj poslušam tudi tisti tvoj odgovor predhodni, si rekel, da tudi operativno je potem še izziva. Ampak vseeno bi te vprašal, misliš, da bi tudi ta mednarodni SEO, se pravi ta optimizacija z nekimi ključnimi besedami v nemščini, prispevalo nekemu dvigu ugleda podjetja, znamke in to spet prišlo do nekih novih poslov, ki jih mogoče ni videti v tem trenutku? Mislim, bom rekel tako, škoditi sigurno ne more. Sam efekt tega, pa tudi če opažamo recimo primerjave, ki ga imamo iz marketinga na slovenskem trgu, je, da je to pač nek tisti higienski minimum, ki ga moraš zagotavljati. Da, to je ta del marketinga, ki podpira prodajo, ki je v bistvu podstavek. Prodaja je tista, ki mora v bistvu narediti korak čez, ker izkušnje, ki jih mi imamo tudi pri nekemu B2B marketingu, se pravi pri direktnemu nagovarjanju, je, da če za dopisom, za brošuro, za še tako optimiziranim tekstom v maternemu jeziku osebe, ki jo nagovarjaš, ni
ključnega skrbnika, ki potem naredi follow-up. Če ni osebe, ni efekta. Je to v bistvu denar, ki si ga slabo naložil, oziroma ki si ga slabo porabil. In tam potem prehajamo na nivo, kjer moraš zagotoviti nekoga, ki je govorec, vsaj na nekem standardnem nivoju, ki bo pokril to komunikacijo. Ja, super. To bi morda že lahko razmišljala, da z vsemi urodji, ki so na voljo, probamo prebiti ta nov mejnik. Recimo, bi bil zanimiv izziv najti tukaj en produktni paket, ki bi lahko podjetnike podprl, da ne samo v tistem prvem stiku naredijo nek vtis, ampak da dejansko potem tudi v follow-upu, če niso tako močni po globini v jeziku osebe, ki jo nagovarjajo, lahko uspešno delujejo. Ja, razumem. Veš pa sam, da recimo že in po angleščini in nemščini imaš XY variacij in tem in narečij in mogoče razumeš nekoga iz Münchna, pa ne razumeš nekoga iz Dunaja, že po defaultu. Tako da tukaj so govorne specifike in tudi specifike v vokabularju, ki prinesejo potem razliko. A si prišel z njegovim jezikom zato, da si vrata odprl, ali si dejansko prišel v njegovem jeziku, da boš z njim v njegovem jeziku delal. Ja. Tam je pa pač potem pride do izzivov. Ne bom te več mučil s tem naslednjim vprašanjem, čeprav je zelo zanimiv ta podatek, mogoče čisto za gledalce, da je ta CSA, CSA Research, ki je neodvisno podjetje v naši branži, dela tržne raziskave v ZDA in je z anketo pri 8709 potrošnikov ugotovilo, da kar 76% spletnih kupcev raje kupuje izdelke v svojem maternem jeziku, 40% pa jih je izjavilo, da nikoli ne bi kupovalo na spletnih straneh v drugih jezikih. In to je ta nek podatek, ki se mi zdi, da je kar veliko vzorcno, da ni to le 8700 ljudi. Je tudi logično, tega podatka sicer nisem poznal, tudi ne poznam analize, ampak je seveda logično, če pogledam ali iz podjetniške perspektive, gre pa bolj za B2C. B2B je še zmeraj segment, tako kot sem rekel, če želiš prodati z jezikom, moraš imeti to globino. In v tej globini se moraš nekako znajdeti. Zato bi rekel, da prihaja velikokrat do situacij, kjer tudi če pogledamo nemščino pa angleščino, potem že v bistvu nemško govoreči sogovornik na drugi strani reče, preferiramo, da je pogovorni jezik angleščina in tudi ves reporting in vse delamo v angleščini, ker potem smo prepričani, da imamo nek nevtralen jezik, ki ga vsi dovolj razumemo, da bomo lahko se razumeli v tej komunikaciji, da ne bo nič izgubljeno v prevodu. Tako da teh situacij ni malo. Ja, tudi pa se prvo vrnemo na tisto, da je morda več angleščine kot sicer. Tukaj bi jaz mogoče se na najbolj aktualno temo zdaj obrnil, na ta AI. Sem bi hotel ugibati. Ker mislim, da dosti takih vprašanj reš, ali pa lahko pomaga, ali pa lahko prispeva k temu, da v bistvu to globino še tudi ta naslednji nivo reš, vsaj deloma. Nekje ja, nekje ne. Neizogibno je, da včasih angleščina ostane in mislim, da je to čisto v redu, da je tako. Je pa tudi ta zanimiv podatek, zdaj sicer iz nepotrjenega vira imam podatek, da je ta Business Consulting Group delal enkrat test, kjer je dal v eno sobo strokovnjake, ki so poznali področje, recimo, da je to pravo, v drugo sobo strokovnjaki niso pravniki, in je dal isto nalogo in tisti, ki so uporabljali lahko AI, oziroma konkretno ChatGPT, so naredili nalogo uspešno in z višjo produktivnostjo. Na drugi strani, tisti, ki so delali to enako, seveda jih je ChatGPT tako lepo zavedel, tako lepe odgovore jim je dal, da so dejansko delali napačno. Ne govorimo o produktivnosti, ampak govorimo o tem, da je bilo popolnoma narobe narejeno. In me zanima tvoj pogled. Jaz verjamem, da tako kot mi, kot tudi vi verjetno veliko tega uporabljate, ampak a si ti verjetno, moram ti postaviti vprašanje, meniš, da lahko nek gradbinec ali pa ekonomist ali pa pravnik
dobi čez noč v roke neko orodje in razume sebe kot, zdaj sem pa lahko prevajalec ali pa tolmač. Ne, mislim, absolutno ne. Določene primerjave so bile med artificial intelligence pa recimo kalkulatorjem pred 50 leti, v smislu zaupljivosti, nezaupljivosti. Tudi kalkulator, ki je v bistvu matematični model, še zmeraj rabi ustrezen input in interpretacijo outputa, da lahko v bistvu nek strokovnjak reče, stojim za tem. Jaz ne vidim nobene prave grožnje, kar se AI-ja tiče. Seveda mi imamo kar nekaj orodij, ki nam pomagajo pri delu, ampak strokovni output mora še zmeraj potrditi človek. In tako kot jaz vidim zdaj pač vse te umetne inteligence, ki bazirajo na jezikovnih modelih, sej po eni strani je logično, sej res, da že nekaj filtrirajo, ampak ves input, ki ga recimo neka baza, nek internet premore, je kdo pa garantira, da je vsa pravilna, in da to, kar bo zloženo prišlo ven, bo dejansko že rešitev nekega problema. Tako da absolutno se ne strinjam, da se lahko samo na AI zanašamo. Je pa fakt, da lahko pohitri določene procese, lahko da zelo konkretne in ustrezne drafte. In prednost, ki ga jaz vidim, in tudi v pogovoru z stanovskimi kolegi, z recimo naročniki, vidimo, da eventualno čas, ki si ga prej porabil za to, da si nekaj draftal, zdaj v bistvu draft lahko relativno hitro dobiš ven s pomočjo ChatGPT ali pa kakšnega drugega orodja in lahko več časa dejansko nameniš sami reviziji tega drafta in več časa in več energije temu, da razmišljaš, kakšna je pa še potencialno dodana vrednost, če to tukaj tako spremenim. Več lahko razmišljaš o samem problemu, več časa imaš za to, ker roko na srce se to vsi skušamo. Čas je una komponenta, ki nam je vedno primanjkuje, zaradi tega, ker si zmeraj nalagamo več in poskušamo v čim krajšem času sproducirati več. In tam se doskrat kvaliteta zelo zgubi. Je pač AI, ChatGPT in podobno, zelo priročen tool, ampak to, kar pa producirajo človeški možgani, pa še lep čas ne bo nadomestljivo. Kako boste pa zdaj v prihodnje se tega še lotevali, te internacionalizacije? Vidim, da že v planu je, da bi tudi radi v planu je vedno 10% imeli dah regije. V planu je vedno, zaenkrat je zadeva še zelo oportunistična. Nimamo nekih serijskih kampanj, ki bi nas kot take postavljali. Gradimo storitveno bazo v Sloveniji. Zaenkrat je tudi še dovolj dela v Sloveniji. Moramo iti čez določene strukture, tudi kar se tehnologij tiče, in potem bomo pa verjetno tudi sistemsko bolj prisotni v tem segmentu. K sreči nismo od njega odvisni, je to bolj kot neke vrste cilj, neki izziv, kot pa nekaj, kar moramo narediti za to, da na trgu preživimo. Tako da. Super. Kako se pa drugače, zdaj tukaj praviš, da bi mogoče lahko tudi za Slovenijo, ni nujno za tujino, mrežeš, kje se največkrat srečuješ s svojimi lidi in... Iskreno povedano, želel bi si, da imam za to več časa, oziroma želel bi si, da se na nek način pripravim, da si za to vzamem več časa, ampak skupina kot taka je prisotna v Slovenskem klubu podjetnikov, SBC je prisotna v Slovensko-nemški gospodarski zbornici. Odprti smo za vse predloge, ki v bistvu po neki inerciji pridejo do nas. Poskušamo se udeleževati stvari, ampak ugotavljamo, da smo gradili 30 let na način, da osebe, ki so strokovno delale, so hkrati predstavljale tudi prodajo. Se pravi, recimo sales department, po domače povedano. In enostavno na tem ena na ena od ust do ust nivoju zgradile v bistvu kar uspešno podjetje, da se bo pa verjetno potrebno že zaradi tega, ker se generacije spreminjajo, bolj profilirano ukvarjati tudi z samim mreženjem, in tako da delamo tudi že prve korake v tej smeri.
osebno pričakujem, da se bom lahko več udeleževal. Ugradimo pa tudi ekipo, ki bo na nek način tudi ta segment pokrila in da bomo enkrat po 30 letih, oziroma zdaj že skoraj 35 letih, lahko rekli, da imamo pa tudi prodajni oddelek na ravni skupine. Ne. Super, se to je dobro, da se praktično samo, če lahko rečem, v navednicah prodaja. Ne? Mislim, da stroka pokaže z delom, Tako. da se pa proda. Ampak je treba tudi to vedno. Spet predhodnik mi je rekel, da si, kadar ti gre dobro, da si imaš še kamenček, da tu čevelj, da te skozi imaš žul. Že recikliram njegove misli in modrosti. Zanima me tudi, da ti imaš 20 let plus, še več kot 20 plus let poslovnih izkušenj, od tega 11 si na teh vodstvenih pozicijah. Jaz bi kar tako, kot se ChatGPT vpraša, moraš biti zelo konkreten. 3 stvari, kakšne bi dal popotnice za neke mlade podjetnike, da bi čim bolj, kako bi rekel, uspešno šli po tej poti, poslovni poti. Dobro vprašanje. Jaz bi rekel, da prva taka stvar, ki jo velja izpostaviti, je, da imej v cilju, da nekaj ustvarjaš, kar pa ni nujno, da nekaj zaslužiš. Jaz vidim tukaj precejšno razliko, črpam iz lastne motivacije, črpam iz tega, da pač komuniciram že odkar sem poslovno aktiven, da želim nekaj zgraditi. Pa zdaj to ni nujno stavba, ampak želim prispevati k temu, da se na nekem področju naredi neka izboljšava, kateri sem aktivno prispeval. To je pač malo sem po naravi tak, da rad pomagam in mislim, da sem tukaj najdel kar eno svoje vodilo. Se pravi, ustvarjaj, tudi če to eventualno ne pomeni, da si nekaj zaslužil. Druga stvar, ki vidim, da mi je mogoče malo manjkalo na začetku, pa bi jo lahko bistveno bolj potenciral, je pač moraš imeti jajca, moraš biti pogumen, ampak ne pa nujno dati vsa jajca v isto košaro. Se pravi, razpršiti riziko, biti pripravljen riskirati res sam tisto, kar si pripravljen izgubiti, ker konec koncev, ko rasteš, ne riskiraš samo svojega uspeha, ampak v bistvu je od tebe potem kar nekrat odvisnih, če takole pogledava 150 zaposlenih, vsak ima poprečno 2 otroka, to so družine, to je v bistvu potem že kar ena manjša vas ljudi, ki na nek način računa na to, da boš korektno in uspešno plul skozi te podjetniške vode, tako da pač nikoli hoditi po robu. Kaj bi bila tretja? Pač treba je držati energijo. Se pravi, treba je imeti tudi en vir, s katerega se napajaš in pri meni ta osebno ni biznis, ampak je pač življenje. To, da lahko poskrbim za družino, da sem aktiven v svoji družini in najdeti to ravnovesje med delom in življenjem se mi zdi ključnega pomena. Vse ostalo pa bi rekel, da pride, no? Če si iskren, pa če si delaven, če gradiš zaupanje do svojih strank, boš slej ko prej gradil bazo. In če si v celi zgodbi na dolgi rok, se bo to definitivno poznalo. Ko se malo zaideva v vizionarske vode, me zanima, kako ti vidiš, čutiš svet jutri, čez kakšna leta, pa recimo čez 10 let? Nikoli se nisem prav veliko ukvarjal s filozofijo, imam pa izjemno rad znanstveno fantastiko. Tako da ravno, je bilo včeraj, sem gledal en seznam teh vizionarskih stavb, kaj vse naj bi se gradilo. A je to realno, ni realno, druga zgodba. In tam je bil en projekt na Japonskem, 10-kilometrska stavba v višino. V višino. In sem si rekel, ok. Dokler bomo tako razmišljali, se bomo razvijali in bomo napredovali. Kaj bo to naredilo iz nas kot ljudi, je druga zgodba, ker vse ima neke svoje meje. Ampak stremeti k nečemu boljšemu, jaz mislim, da smo tako v principu narejeni. Če se nam bo uspel izogniti konfliktom, mislim, da bomo obstali.
naprej pa v bistvu niti nima smisla razmišljati, zdaj, ker potem hitro zaviješ v negativo. In, Ne, ostane pri pozitivi. Daj mi še prosim, da je z mano, zakaj si boš ti osebno prizadeval, no? Kako bi ti želel, da bi jutri izgledal, tako poslovno kot osebno? Jaz močno verjamem v princip manj je več. Tudi zdaj pri razvoju nepremičninskih projektov v bistvu res stremim k temu, da poskušamo najti načine, ki omogočajo najboljši možni izkoristek tistih resursov, ki smo jih v nek projekt dali, ker verjamem, da bomo v nasprotnem primeru prehitro izčrpali vire, ki jih imamo, in da kot rasa, kot ljudje se ne bomo ustavili množiti nekako, in jaz mislim, da tudi to je nekaj, kar bi rad prenesel na nove generacije, pa tudi začenši za svojimi otroci, je, da dobrina je dobrina takrat, ko je uporabna in prekomerno ne obremeni okolja, iz katerega izhaja. Ne. Tako da to je nekaj, kar me veseli, nekaj, v čemer sem se našel, k temu težim in težim tudi ostalim, kar se tega tiče. Tako da. Super. Jaz se bom na tem mestu stavil in se ti iskreno zahvaljujem za to, da si danes moj gost. Hvala tudi in tudi tebi. Bi izkoristil to priložnost, da se ti zahvalil za ta stik, za najno poznanstvo in najno druženje čez vseh teh 10 let, včasih manj, včasih več. Ampak na koncu lahko rečem, da mi je bilo res vsakič v čast in v veselje biti v tvoji družbi, sodelovati tako s tabo osebno, kot pač tudi z podjetjem. Tako da ti želim veliko zdravja, tebi, domačim v podjetju in pa samo dobro. Najlepše želje za na konc. Hvala enako tudi tebi, Gregor, predvsem za to priložnost, da sem se lahko malo razgovoril. Srečno. Hvala ti. To je to.